Najprej proračunska luknja je 1500 milijonov, se pravi milijardo in pol, ne 200 milijonov. Zato preseneča, kako se vlada nikakor ne odpravi na pot sprejemanja nujno potrebnih reform, kajti brez reform ne bo novih delovnih mest, ne bo gospodarske rasti. Zato je to, da govorimo o 200 milijonih, na nek način zavajanje. Ukrepi so lahkotni in mi bi morali v tem trenutku narediti to, kar so naredile države, ki so zašle v globoko krizo v Evropi, stopiti skupaj in se odločiti, po kateri poti iz te krize iziti. To pa je pot temeljitih reform in pa tudi izpostavljenega dialoga znotraj politike, znotraj socialnih partnerjev. To, kar počne premijerka, da zopet grozi za neko nezaupnico kar tako, brez da bi povedala, na kaj to nezaupnico veže, je na nek način smešno. Podobno te politiki, katero ta vlada vodi, sam sem že včeraj sugeriral in predlagal najvežjo zaupnico na sprejem zakona za izvedbo fiskalnega pravila. Lanskem letu smo tudi to se zavezali, ko smo pisali dokumente v Bruselj, leto je okoli in ko bi sprejeli izvedbeni zakon za fiskalno pravilo, bi se tudi morali doreči vse politike, tako gospodarska, pokojninska, delovnopravna in tam bi poiskali pravzaprav realni izhod iz te krize. To, kar pa sedaj počnemo, pa je bitka za preživetje vlade do konca mandata. Ob izteku mandata bo situacija v Sloveniji dobe plavena.